Tako. Zdaj pa gremo načrtovanje logaritemske funkcije. Bomo zdaj par stvari pogledali, predno gremo narisati graf, pol bomo pa še risali grafe. Se pravi, najprej bomo tole prvo nalogico, pa si jo dajmo izpisati. Eno bomo tu, eno bomo pa pustili za doma, ne. Tako, ne. Določi osnovo a logaritemske funkcije f od x je logaritem x z osnovo a, če velja, da je. Zdaj tale je malo lažje, ker je a primer, pa si jo pustimo za doma, ne. Tale b primer bomo pa naredili, ne. Se pravi, imamo zdaj f je 1,64 je minus 6. Kako bi zdaj to določili? Se pravi, kaka je oblika funkcije? Funkcija je takole. F od x je logaritem x z osnovo a. Seveda, zdaj je takole, a ne, stvar, da ko dobite tak zapis, sploh na maturi, potem si pač poglejte, recimo tole imamo zdaj f, tukaj tudi f. Tukaj noter je ena številka, tukaj je pa x. Se pravi, da moramo to številko vstaviti namesto x-a, je enako, zdaj pa tu, ne, imamo pa številko, se pravi, zdaj tole vse, kar imamo, bo pa enako tej številki. Zdaj pa poskusimo to vstaviti. F od 1,64 je logaritem, namesto x-a lahko damo spet 64 in ostane nam pa a, tu pa ni bilo nobenega podatka o a-ju. Vse to skupaj, ne, vse tole skupaj je pa enako minus 6. In zdaj, če pogledamo, v tem zapisu je samo ena neznana stvar in to je a. Po definiciji logaritma lahko pa to izračunamo. In sicer gremo takole, ne, osnova, to je a na tisto, kar je na desni strani, to je minus 6, je vse, kar je v logaritmu. Je 1,64, ne. Zdaj izgleda tole grozna enačba, tule je na minus, tule je ulomek, ampak upajmo, da ne bo tako hudo, ne. Tule bom zdaj naprej. A na minus 6 pustimo, pa dajmo tole na potenco, ne. 1 ulomljeno. Zdaj pa 64 je 2 na 6, ne. 2 na 3 je 8, 8 krat 8 je pa 6. In a na minus 6 je 2 na minus 6. Opazite, tole je enako, pa tole je enako, zato je a enako 2. A tako ali tako ne bi mogel biti minus 2, tako da v vsakem primeru dobimo, da je naša funkcija, ne, osnova naše funkcije 2. Tukaj, a ne, to je pa za domačo nalogo, rešitev, pa mislim, da bo 5. Ne me za besedo držati, mislim pa, da. Dobro. Gremo naprej. Zdaj, poišči inverzno funkcijo. Tega niti nismo tako veliko delali, eno bi pa mogoče naredili za vsak slučaj, če bi bila na maturi, a ne. Tudi za domačo nalogo potem ni treba, razen tisto, ko bi res nekaj ekstra delal, a ne. Bomo spet vzeli mogoče najtežjo, a ne, to naj bo tale C-primer. Se pravi, zdaj imamo takole. Poišči inverzno funkcijo k funkciji. Inverzna funkcija se vedno išče enako, in sicer tole imamo zdaj tole funkcijo. In to funkcijo, namesto da bi pisali z f od x, jo bomo z y-om, ne, čeprav hkrati imata iste zahteve, ne. 3x minus 1 plus 5. In kadar iščemo inverzno funkcijo, vedno zamenjamo x in y. Kaj zdaj to pomeni? Tam, kjer piše y, pišemo x, tam, kjer piše pa x, pa pišemo y. To pomeni zamenjamo. Tako. Okej. Zdaj pa zamenjamo. Se pravi, tule nam piše y, zato bomo zdaj napisali x je 3, zdaj pa piše x, zato bomo y minus 1 plus 5. In zdaj je treba za inverzno vedno izraziti
izrazi y. Kako bi zdaj se tega lotili? No, y moramo dobiti na eno stran, števila pa na drugo. Ampak imamo zdaj malo bolj tako kompleksno zadevo, zato bomo najprej tole petko prestavili na drugo stran enačbe. To pomeni, da bomo na obeh straneh odšteli 5 oziroma napisali x minus 5 je 3 na y minus 1. Ker je y na desni strani, mi smo pa navajeni delati bolj na levo stran, bomo to enačbo zdaj samo obrnjeno prepisali. 3y minus 1 je x minus 5. Zdaj pa, če se spomnite, smo govorili pri logaritmu o lastnosti, ki je zelo pomembna za logaritem, to je, da nam iz eksponenta spravi dol stvari, a ne. In zato tole na obeh straneh logaritmiramo. Da se bo pa malo izšlo, pa vedno pogledamo, s katero osnovo je tale logaritem, zato damo osnovo 3. Če bi bilo tukaj 5, bi dali pa osnovo 5. In zdaj logaritmiramo na obeh straneh in dobimo logaritem 3y na minus 1 je logaritem vsega tega x minus 5. Tako. Osnova logaritma smo rekli je 3, zato še to trojko pripišemo tu. Tako. Zdaj pa, če se spomnite prej, ne, če imate logaritem 3 z osnovo 3. Na koliko moramo dati 3, da dobimo 3? Je 1. Če imamo logaritem 5 z osnovo 5. Na koliko moramo dati 5, da dobimo 5? Spet 1, ne? Vedno, kadar sta ti dve števili enaki, to je tudi ena formula, ne, logaritem a z osnovo a, je potem tole 1. To pomeni, da se tale in tale logaritem pokrajšata in dobimo samo tisto, oziroma bo takole lažje. Se pravi, zdaj zaenkrat upoštevajmo samo tole lastnost, ne. Tole, da damo pred logaritem, ne, ker to je lastnost logaritma, ne. In zdaj to napišemo, y minus 1, spet moramo dati v oklepaj, krat logaritem 3 z osnovo 3 je, desno stran pa prepišemo. Takole. Zdaj pa tale smo se ravno prej pogovarjali, je 1, zato jo ne rabimo pisati. Grem tule naprej. In nam ostane y minus 1 je logaritem x minus 5 z osnovo 3. Zdaj pa, da izrazimo y, rabimo še pa samo eno zadevo, enko dati na to stran. Zato dobimo zdaj y je logaritem x minus 5 z osnovo 3 plus 1. In tole je naša inverzna funkcija, to je rešitev, ne. Zdaj smo rekli, to je zdaj tak intermezzo, zato ker tega nismo veliko delali in tudi, če boste želeli, lahko tole naredite, če ne pa ni potrebe. Zdaj gremo pa v bistvu, poglejmo, če je še tule kaka taka nalogica, ko bi bila definicijsko območje, kako ga določiti. Smo rekli tako, da tole rečemo, logaritem je definiran samo tam, kjer so tole večje, zato bomo kar takole napisali definicijsko območje. Vse, kar je v logaritmu, enačimo oziroma more biti večje od 0. In potem rešimo to enačbo, ne. V našem primeru bi zdaj dali, na enačbo rešujemo isto kot enačbo, samo da kadar množimo ali pa delimo z negativnim številom, se enačba obrne. Se pravi, 2/3 smo dali na to stran, ker imamo tukaj krat 5, delimo s 5. 5 ni negativno število, zato se enačba ohrani. Zdaj, jaz bom tole še na daljši način naredila, zato ker vem, da včasih se tule malo zapletemo. Se pravi, delimo s 5. Kaj to pomeni? Da pomnožimo z obratno vrednostjo. S 5 enin in dobimo z 1/5. Z 1/5 pomnožimo, kar pomeni, da je to 2/15, ne. X je potem večji od 2/15. To je definicijsko območje. Če bi to napisali z intervalom, bi lahko napisali, da gre od 2/15 pa do neskončno. Tako. Zdaj imamo pa še
to, kar smo pravzaprav že prej hoteli narediti, in bomo narisali en graf. Kako se ga nariše? Narisali bomo tegale, ker je najtežji. Oziroma ima vse elemente, a ne. Takle, pa ga prepišemo. F od x je logaritem x minus 1 plus 3 z osnovo 4. Jaz svetujem vam, da si vedno naloge prepišete, zato da jo že prej malo preverite, pa da dobite občutek za njo, tudi pri maturi, ne. Seveda jo morate pa prav prepisati, bi bilo škoda, da bi jo narobe. Takole, zdaj imamo pa, kaj smo rekli? Prvič moramo določiti asimptoto. Oziroma rekli smo tudi definicijsko območje. Definicijsko območje, kaj smo rekli, kje je logaritem definiran? Logaritem je definiran, kadar je vse, kar je v logaritmu, strogo večje od nič. To pomeni zdaj, v našem primeru, da rečemo x minus 1 mora biti večje od nič. Zdaj ga pa izrazimo, x je večje od nič plus 1, x je večje od 1. Asimptota v našem primeru, smo rekli, jo dobimo pa tako, da vse, kar dobimo pri definicijskem, določimo mejo in asimptota je v našem primeru enaka 1. Drugič, tabela. Izberemo dva x-a. X je treba posebej izbrati, pa dajmo zdaj takle. Za x-e smo rekli tako, prvič, vse, kar je v logaritmu, enačimo z osnovo. Kar je v našem primeru 4. Se pravi, x minus 1 je 4, x je 4 plus 1, x je 5. Napišemo tukaj, prvi x naš bo 5. Šlo bi tudi z drugimi x-i, da se razumemo, ampak številke naj bi bile lepe. No, lepa je vsaka številka, ampak ne bi se pa izšlo. Zdaj pa, jaz bom rekel, vse, kar je v logaritmu, drugič enačimo še z 1. Zato je x v tem primeru 1 plus 1, x je 2. In imamo zdaj dva x-a. In dajmo izračunati funkcijsko vrednost v teh dveh x-ih. Se pravi, zdaj najprej rabimo f od 5. Logaritem namesto vsakega x-a, torej pišemo zdaj 5. Logaritem 5 minus 1 je 4 četrtine, mislim, z osnovo 4, plus 3. Zdaj pa tale logaritem, smo rekli, ker ima osnovo isto, je to 1 plus 3 je 4. In imamo našo vrednost. Ko je x 5, je vrednost naše funkcije 4. Zdaj pa še f od 2 je logaritem 2 minus 1 z osnovo 4 plus 3. Tole izračunamo, logaritem 1 z osnovo 4 plus 4. Zdaj pa moramo videti, koliko je ta vrednost. In tudi tukaj, ne, se vprašamo, na katero število moramo dati 4, da dobimo 1. Na katero število moramo dati 4, se pravi 4 na koliko je 1. To je nič. In obstaja eno tako pravilo, in sicer kadar imamo logaritem in je tu noter 1, pa karkoli je že osnova, bo vedno nič, ne. In tudi pri grafu se bo zgodilo, ne, da bodo te stvari vedno tako se zgodile, da bomo tukaj, če smo si pravi x izbrali, dobili 1, tukaj pa nič, ne. Boste potem mogoče to opazili, če boste kak graf še sami narisali. Tako. To je nič plus 4 je 4 in dobimo tule 4. Tako. Okej, zdaj tabelo imamo, asimptoto imamo, zdaj nas čaka pa graf.
Narišemo koordinatni sistem. Vam gre risanje koordinatnega sistema? Jaz imam blazno ravne koordinatne osi, ne, veliko bolj kot v šoli, ne. Tako, imam pa zato malo bolj poševne asimptote, to je pa tudi. Se pravi, asimptoto najprej bomo orisali. Kaj je naša asimptota? Asimptota je x je 1, se pravi, asimptoto narišemo tam, kjer je x 1, zberemo x. In asimptota je zdaj navpična črta na x je 1. Okej. Zdaj pa še obe točki. Ena točka je 5, 4. To je tule. Druga točka je pa 2. Nekako tole ne bo v redu. Takole bomo zdaj tole pogledali, če se da tole odmakniti, koliko smo tole dobili. To je 0. Tule se mi je 4 prikradla, kaj pa niste opozorili, ne. Plus 3. 0 plus 3 bo pa 0 plus 3, težek račun, in bo 3. Takole. 4. Okej. Damo nazaj tole na asimptoto in se opravičujem, ampak zdaj bo pa malo drugače, pa bo pa ful lepše zato. Tako, 2 pa 3, to je tule, takole. In zdaj pa vedno gremo tik ob asimptoti, ni važno, koliko je, koliko je dolga, ne, potem pa tik čez obe točke in logaritem v bistvu narašča zelo počasi, ne. To zdaj, če pogledate s tem koronavirusom, a ne, more logaritem zelo počasi. Če bi logaritemsko vrednost dobili pri naraščanju, ne, bi že bilo kar v redu, bi obvladovali naše razmere, ne. Če pa eksponentno, ne, to je pa ravno obratno, se pa zelo širi. Zato pač ostanite doma in upajmo, da bomo dosegli takole naraščanje oziroma da se bo krivulja umirila, ne. Tako. Zdaj pa poglejmo še samo tole. Tele grafe. Tile grafi, ne, bojo za domačo nalogo oziroma to je zdaj že zelo veliko domače naloge. Če hočete recimo se preizkusiti z enim grafom, lahko tegale narišete. Tako se zmenimo, ne, tegale narišite. Lahko mi tudi, če to rešujete, mi lahko pošljete po e-pošti, pa da vidimo, ne, če ste ga prav. Drugače pa f od x je, kjer ga bi takole, logaritem x plus 1 z osnovo 2 minus 1. Takle, tole je zdaj za domačo nalogo. Ti so še ekstra, če ima kdo res pomanjkanje časa in voljo do matematike. Drugače bi bilo pa tole za te 2 uri vse. Javite se kaj. Upam, da boste ostali zdravi. In to je to. Se vidimo slišimo naslednji teden.